Kaj prinaša nova uredba in zakaj je po vaši oceni vsebina v tej uredbi nedopustna, nesprejemljiva? Za nobeno sežigalnico ne moremo trditi, da je popolnoma varna. Zato moramo ravnati odgovorno. Stroka je zelo jasna. Če želimo zagotoviti bolj varen sežig, je potreben strog nadzor, dobre tehnološke rešitve v smislu čim nižjih izpustov in izbira pravilne lokacije. Nova uredba menimo, da je neustrezna v bistvu zaradi 3 ključnih točk. Prvič zato, ker ne opredeljuje zgornje količine podeljenih koncesij. In zato opozarjamo na možnost predimenzioniranja, podeljevanja koncesij ter s tem tudi spodbujanje uvoza. Drugič, zaradi meril izbora za sežigalnice, torej meril izbora za koncesionarje, ki temeljijo na tem, kdo lahko s sežigom začne prej, kdo lahko sežiga več, kdo lahko sežiga bolj poceni in energetsko bolj učinkovito. Menimo, da so ta merila popolnoma neustrezna in predlagamo, da se nadomestijo s tem, katera lokacija je najbolj primerna, in sicer, da se pri tem upošteva vremenske razmere, zlasti veter, relief, poseljenost, posebnosti okolja, na primer predhodna onesnaževanja, in pa tudi recimo prisotnost kmetijskih zemljišč ali pa vodnih virov. In druga pomembna stvar, da se kot merilo upošteva, kdo lahko zagotovi čim strožje, čim boljše tehnološke rešitve, da bo emisij čim manj. In tretjič, Evropska komisija je v letu 2019 sprejela nove zahteve glede sežigalnic. Te zahteve mejnih vrednosti so bistveno strožje kot te, ki veljajo danes v Sloveniji. Rok za uveljavitev je v letu 2023, to je skrajni rok. In predlagamo, da se v uredbi jasno opredeli, da morajo biti standardi brez izjem upoštevani v naši državi, da se to stori čim prej in da se tudi, če se da, da se tudi upošteva ne skrajni minimum, ampak neke primerne vrednosti in to jemljemo kot v bistvu osnovni odnos do našega okolja.